Kaj reči po tako imenovanem mandatarskem soočenju včeraj na komercialni televiziji Pop TV? Kdo je najbolj poklican za to službo? Prvi vtis bi lahko bil, 4 ponudbe so premalo, prosim za ponovni razpis javnega naročila. A ker smo v trenutni slovenski realnosti, to ni izvedljivo. Bi morda začel z oceno tega soočenja s koncem soočenja. Morda bi lahko žene kandidatov sestavile koalicijo. Namreč v politiki slovenski je definitivno premalo ženskega principa. Če bi imeli več tega, bi mogoče bila naša politika manj konfliktna, manj pozerska in verjetno bolj sočutna. Žal pa je slovenska politika še vedno domena moških in med njimi bomo izbirali. Kakšen vtis so pustili 4 najresnejši pretendenti za vodenje vlada? 2 med njima imate največ možnosti. To sta Zoran Janković in Janez Janša in funkcionirata kot voda in ogenj. Skupaj ne pašeta, to je bilo tudi včeraj zelo očitno. Ali bo eden ali drugi mandatar vmesne poti ni. Janković je po začetnem šoku, ki mu ga je servirala voditeljica oddaje, potreboval kar nekaj časa, da se je pobral. Zato morda na gospodarskem delu, kjer bi moral briljirati, namreč kot dober gospodarstvenik se podajal v politiko uvajati menedžerske principe, ni bil toliko učinkovit, kot bi lahko bil. Mu je pa treba priznati, da je borec, ki ne popusti in da ima še vedno dober spomin, čeprav vsake toliko pozabi na kakšno nepremičnino. Pri tem se ne opira na tehnološke pripomočke. Bil bi, če bi sodili po videnem in potem, kar vemo o njem, dober izvrševalec politike, nekoliko slabši kreator. Vprašanje je, kaj Slovenija danes rabi. Dejstvo je, da so se vsi 4 v grobem strinjali, kaj je treba storiti v prihodnjih letih, da bi se lahko Slovenija izvlekla iz krize. Bistvenih razlik v ukrepih, ki so potrebni, ni med temi 4 kandidati. Zato kreacija morda ni najpomembnejša, ampak vodenje in tu je Janković zelo močen. Glede na ljubljansko zgodbo bi moral biti na lestvicah javnega mnenja bližje glavnemu tekmicu, pa ni, ker mu iz omare vsake toliko padajo novi kostnjaki. Torej, do neke mere ima omejen domet. Janez Janša. Videli smo, da obvlada tehnologijo. SDS je do nedavnega na soočenjih uporabljala velike printane grafikone, sedaj pa so papir zamenjali z tabličnim računalnikom. Misel povezana z moderno tehnologijo je všečna, napredna, sodobna, ki obeta, da je zmožna iskati odgovore na težave. Janša je vsekakor močen igralec z dolgoletno kilometrino v politiki, to smo tudi včeraj videli. Zato ima prednost pred novinci v tem, da mu je precej jasno, kako se prebiti skozi labirinte politike in različne interese do nekega cilja. Njegov problem je, da je, in to se včeraj zelo dobro videlo, da ne vemo, kaj ponuje novega. Znova, tako kot pred 4 leti, je umirjen, spravljiv, na momente duhovit. Skratka, star Janez, pred 4 leti, kot smo ga poznali. Kako se je potem vse skupaj odvilo, tudi vemo zelo dobro. Na hrbtniku ima veliko zanikanje zgodb, politično in etično nesprejemljivih potez, čemu se tudi včeraj ni hotel odreči. Pač nismo dočakali opravičila predsedniku republike. O njegovem največjem bremenu včeraj nismo nič slišali, žal. Glede na situacijo in vzdušje bi moral prepričljivo voditi, pa ne. Skratka, tudi on ima nek omejen doseg. Borut Pahor, borec, povsem druga zgodba kot pred 3 leti. Paradoks je, da se je na premierskem področju veliko naučil, pa mu kljub temu slabo kaže. Vsaki vladi je v trenutnih okoliščinah težko ponoviti mandat, za kar pa je predvsem sam odgovoren. Nadaljuje v slogu, ki ga je začel od prvega soočenja naprej. Glede na zadnje leto nastopanja deluje dokaj prepričljivo, všečno. Dediščina njegove vlade je slaba, ob boljšem vodenju bi lahko bila boljša, zato je rezultate težko zagovarjati, pa mu kljub temu nekako iz soočenja v soočenje uspeva popraviti rejtinge svoje stranke. Ujel je priključek vodilne trojice in grozi, da bo prihitev Viranta.
V danih okoliščinah bi lahko to šteli za izjemen rezultat. Lahko bi segel višje, a ne more, ker je v preteklosti naredil preveč napak. Ljudje mu pač ne morejo tako hitro odpustiti. Gregor Virant še vedno je v defenzivi po fiasku o prejemanju nadomestila. Kdor visoko leta, očitno lahko še nižje pade. Nekih vidnejših znakov, da bi se lahko pobral, ni, čeprav je imel včeraj res nekaj dobrih trenutkov. Ko je opozarjal, da s prepiri ne bomo daleč prišli in ko je imel edini med njimi nekaj konkretnih predlogov, denimo konkretna imena za ministre. Včeraj smo slišali tudi nekaj popravkov v strategiji. Bolj socialno čuteči so in umilili so neoliberalno držo. Verjetno smo dobili tudi odgovor na vprašanje, ki smo ga ob njegovem vstopu v volilno tekmo vse skozi zastavljali. Kakšen je njegov odnos z Janšo, ali gre vse skupaj za dogovor? Včeraj je Virant postavljal pogoje sodelovanja Janši. Vse bolj se zdi, da je Virantova zgodba iskrena. Mu bodo ljudje oprostili? Ni jasno, časa ni več veliko. Bo pa njegova stranka pomemben igralec v političnem prostoru. Skratka, čakamo na zadnji teden, ko se lahko še marsikaj spremeni v volilni tekmi.